Spoštovane dame in gospodje, uspešnemu funkcioniranju države nedvomno podlaga tudi uspešna javna uprava. Zato bomo javno upravo in širši javni sektor preoblikovali tako, da bo funkcionalna in finančno vzdržna davkoplačevalcem. Dosledno bomo uveljavili koncept vitke, a kljub temu produktivne javne uprave. Spremenili bomo sedanji neučinkovit sistem zmanjševanja stroškov in števila zaposlenih z uravnilovko, ampak se bomo poslužili koncepta dejanskih potreb uporabnikov. Aktivnosti posameznih sektorjev, agencij in služb, ki jih je ogromno, to tudi sami veste, nekatere se celo podvajajo, ali pa v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah niso nujno potrebne za funkcioniranje države, takšne bomo ukinili ali ustrezno preoblikovali. Nasprotno pa bomo tista področja, ki predstavljajo dodano vrednost, ki izboljšanju stanja v državi okrepili tako finančno kot personalno. Pri preoblikovanju bomo opustili sistem uradniške logike, ampak bomo pristope približali pristopom sanacije gospodarskih družb. In tudi v nadaljevanju bomo poskušali vodenje javne uprave čim bolj približati logiki vodenja večjih gospodarskih družb. Saj v bistvu stvari niti niso tako različne. Osnovni cilj je za manj vložene energije doseči večjo dodano vrednost. In tako se da dosegati tudi v javnem sektorju. Zadane cilje bomo seveda morali preverjati in meriti. Merili pa jih bomo tako, da bomo izključevali nepotrebne procese, predvsem pa birokratske ovire. Osnovno merilo uspešnosti pa bomo postavili stopnjo zadovoljstva davkoplačevalcev. To je morda malo drugače kot do zdaj. Zadovoljstvo davkoplačevalcev, to se pravi tistega subjekta, ki dejansko plačuje delovanje javnega sektorja, tako delovanje kot prispeva za njihove plače. Delovne procese bomo poenostavili in pocenili tudi z drugačnim pristopom uporabe informacijskih tehnologij. Nobena skrivnost verjetno ni, da so po raznih ministrstvih mali vrtički, ki jih vodijo za vsako ministrstvo drugo vrtnarstvo. Mi gledamo informacijsko tehnologijo kot orodje, ki mora poenostaviti in poceniti procese poslovanja, zagotoviti večjo učinkovitost, predvsem pa mora biti hkrati prijazno do uporabnika, tako uslužbencev, kot tudi zunanjih uporabnikov, državljanov, ki uporabljajo to tehnologijo. Že prej sem omenil, da je informatika razdrobljena po ministrstvih. Tu bomo spremenili tako, da bomo centralizirali, enotno standardizirali, temu danes ni tako, in posodobili zastarelo in okorno pisarniško poslovanje, ki še vedno temelji na uporabi starih in decentraliziranih računalniških orodij. V letu 2012 smo že vodili pilotni projekt, ki je pokazal, da se da z ustreznimi ukrepi stroške bistveno zmanjšati in hkrati doseči večjo dodano vrednost. Preverili pa bomo tudi učinke in smiselnost trenutne plačne reforme in sistem ustrezno korigirali. Na področju policiji bomo omogočili optimalne pogoje dela in status policista ustrezno opredelili. Zagotovili jim bomo ustrezna materialno-tehnična sredstva, ki so potrebna za varno in uspešno izvajanje operativnih nalog policije. V sodelovanju z Ministrstvom za obrambo bomo smiselno združili regijske centre za obveščanje. Tudi sedanja ujma bo pokazala in bo dobro merilo, kako se da optimalno te stvari urediti. Ta analiza bo verjetno pokazala marsikatere slabosti, pa tudi prednosti ukrepov. Z namenom odkrivanja najtežjih oblik finančnega kriminala bomo v sodelovanju z Ministrstvom za finance ustanovili specializirano finančno preiskovalno enoto,
morda bolj znano ali pa nekje po vzoru finančne policije, ki bo ustanovljena za posebne primere odkrivanja in preiskovanja najtežjih kršitev davčne zakonodaje in drugih predpisov z področja financ, organiziranega finančnega in gospodarskega kriminala, tihotapljenja stvari in ljudi ter finančnih prevar. Ta služba bo imela avtonomen status, tako da bo neodvisna od zunanjih vplivov in vsakokratne politične oblasti. Hvala za pozornost.